Obljubili so vam neskončno inteligenco za samo $20 na mesec. Ta obljuba se že krha. Umetna inteligenca naj bi bila poceni in neomejena kot elektrika, zdaj pa jo Silicijeva dolina umika nazaj. Na različnih modelih in platformah se uporabniki zdaj soočajo z omejitvami sporočil in zmanjšanim dostopom. To je kot bife, pojej kolikor lahko, kjer vam povedo, da lahko vzamete le en grižljaj vsake nekaj ur. Doba neskončne umetne inteligence izginja. Razlog za to je nora igra v velikih tehnoloških podjetjih, imenovana token maxing. Torej, če umetna inteligenca postaja močnejša, zakaj je dostop vse manjši? Nekaj časa je lahko vsak, ki je plačal za ChatGPT+, odprl najnovejši model za sklepanje podjetja OpenAI, O1 Preview, in ga uporabljal kadarkoli je želel. Potem so septembra 2024 uvedli novo omejitev, le 50 sporočil na teden. Za tiste, ki so plačevali največ, je to pomenilo le nekaj resničnih pogovorov, razporejenih čez 7 dni. V primerjavi s prejšnjo generacijo modelov je to pomenilo približno 98% zmanjšanje. Ko je bila kvota porabljena, se je zaslon ustavil. Obstajal je način, kako to zaobiti, vendar je imel svojo ceno. Decembra 2024 je OpenAI uvedel paket z imenom ChatGPT Pro za $200 na mesec, kar je 10-krat več od cene paketa Plus. Omogočal je skoraj neomejeno uporabo istega modela, do katerega so imeli vsi ostali zdaj omejen dostop. Neomejena inteligenca je še vedno obstajala. Preprosto se je preselila za precej višjim plačilnim zidom. OpenAI je ta korak predstavil kot vzdrževalni ukrep, način za zaščito kakovosti storitve. Toda za ljudi, ki so ga vključili v svoje vsakodnevno delo, se je zdelo, kot da jim je bilo orodje nenadoma odmaknjeno iz dosega brez večjega opozorila. Model ni izginil, vendar je bil težje dostopen. Ljudje so si začeli sami omejevati uporabo. Najtežja vprašanja ali delo so prihranili za uro, ko se je kvota ponastavila. In če so jim zmanjkale možnosti, so preprosto prenehali in čakali. Podjetja, ki so leta govorila o tem, kako bo inteligenca postajala cenejša in bolj dostopna, so omejevala dostop do prav tiste stvari, ki so jo prodajala kot prihodnost. Razlika med velikimi obljubami in tem, kar so ljudje dejansko uporabljali, je bilo težko spregledati. Razlog je bil očiten. Poganjanje teh modelov s polno zmogljivostjo v obsegu, v kakršnem jih je širila industrija, se finančno ni več izšlo. Zato so velike tehnološke družbe našle popolno rešitev – povečevanje števila žetonov. Žeton je le drobec jezika, beseda, majhen korak v miselnem procesu stroja. Ko modela ne moreš več narediti pametnejšega na strm način, ga prisiliš, da dela bolj intenzivno. Prisiliš ga, da predela veliko več besed ali žetonov za isti odgovor. Namesto, da bi podal takojšen odgovor, se sistem zdaj najprej dolgo pogovarja sam s sabo, zasebno. To je lahko na 10.000 besed, preden ena sama poved sploh pride do vašega zaslona. In namesto, da bi se učili samo iz tega, kar so napisali ljudje, najnovejši modeli dobijo ogromne količine besedil, ki so jih ustvarili starejši modeli. Celoten smisel je, da krivulja ne postane ravna, tako da skozi isto napravo poganjaš vedno več računske moči. Obseg je osupljiv. Metin Llama 3 je predelal več kot 15 bilijonov žetonov besedila, kar je približno 7-krat več podatkov kot pri prejšnji različici. Če bi to človeško ekvivalenco zložili na knjižno polico, bi bila dolga skoraj 2900 km. Povečevanje števila žetonov to številko še poveča. Modeli za vsako zahtevno vprašanje večkrat pregledujejo svoje stare izhode. To se sliši kot dobra ideja. Iz istih čipov iztisnejo več inteligence brez potrebe po novem superračunalniku. Daj časa, kot stroj govori sam seboj. Več lahko preverja svoje delo, preizkuša ideje in jih nato zavrže. To dodatno razmišljanje se plačuje besedo za besedo. Vse, kar vidite, je kratek premor in nato odgovor. Toda to nikoli ni bil uspeh, ki bi ga bilo treba slaviti. Rodil se je iz čiste panike. Nekaj v svetu umetne inteligence se je pokvarilo in ljudje, ki so bili temu najbližje, so točno vedeli, kaj je bilo narobe. 10 let je celotna industrija temeljila na enem osnovnem prepričanju. Če 10-krat povečaš računalniško moč, postane model občutno pametnejši. Več računalniške moči pomeni več sposobnosti leto za letom. Celotni poslovni modeli so temeljili na tej predpostavki. Rezultati pa so povedali drugače. V več laboratorijih so podatki govorili isto. 10-kratni skok v računalniški moči je prinašal le skromne izboljšave, okoli 10 do 15%, včasih še manj. Kar je včasih pomenilo velik skok v inteligenci, je zdaj prinašalo le droben napredek. OpenAI je to videl iz prve roke. Model, ki naj bi predstavljal naslednji velik napredek in je imel kodno ime Orion, je dosegel raven prejšnjega vodilnega modela že po le delu svojega učenja. Nato se je ustavil.
Ljudje, ki so ga preizkusili, so povedali, da so bile izboljšave manjše, kot so pričakovali. Ko je bil končno izdan, to ni bil dolgo obljubljeni GPT-5, temveč GPT-4.5, kar je bila korak nazaj že v imenu, ki je povedala vse. Vendar se niso vsi strinjali. Ko so leta 2024 pricurljale novice o upočasnitvi, jih je vodja OpenAI Sam Altman javno zavrnil. Ni nobene ovire, je dejal. Raziskovalec Gary Marcus je odgovoril, da so bile omejitve očitne že mesece. Tudi Andreessen Horowitz, ki ima v igri milijarde, je priznal, da več računske moči ne prinaša več enakih skokov v inteligenci. Za nekatere je bila to začasna planota, za druge konec neke dobe. Kakorkoli že, denar je še naprej tekel le v drugo smer. V javnosti je sporočilo ostajalo enako. Napredek je tik pred vrati. V zasebnosti pa je vedno več ljudi prihajalo do istega zaključka. Strategija, ki je desetletje poganjala preboje, je zmanjkovala prostora. Naslednji napredki pa bi morali priti po treningu. Začetni preskoki so bili težko spregledani. Vsak nov model se je zdel pametnejši od prejšnjega. To je bilo očitno vsakomur, ki jih je uporabljal. Novejše izdaje so se zdele drugačne. Boljši, ja, bolj tekoči in zanesljivejši. Vendar ne takšen preskok, ki bi upravičil milijarde, ki so bile porabljene. Priznati to bi pomenilo postaviti pod vprašaj temelje, na katerih je bila zgrajena celotna industrija. Zato se je industrija oprijela edine stvari, ki je še vedno delovala. Modelom so dali več tokenov. Ko so bili modeli manjši in je bilo odgovarjanje na vprašanja skoraj zastonj, je ChatGPT začel z $20 na mesec. Cena je bila določena, ko je bilo umetno inteligenco ceneje poganjati, in leta kasneje je še vedno enaka. Ekonomika pa se je popolnoma spremenila. Nekateri najbolj aktivni uporabniki so podjetje OpenAI, stali več kot $120 na mesec za računalniško moč, medtem ko so sami za to plačevali le $20. Vsak od teh uporabnikov je še povečal razliko med stroški storitve in tem, kar so zaračunali. To je, kot da bi trgovina z živili zvestemu kupcu izkazala posebno pozornost, nato pa mu ob izhodu podarila še $100. In pri tem se ne ustavi. Poišče še 1000 drugih kupcev, ki so jim povsem podobni. Več kot je ljudi, ki se zaljubijo v izdelek, hitreje denar izgine. To ni le začasna težava, ki bi se sama odpravila. To je vgrajeno v sam sistem. Vsakič, ko se model ustavi in malo dlje razmišlja, račun naraste. Kar je bilo prej hiter odgovor, se lahko spremeni v dolgo verigo sklepanja v ozadju, preden odgovor sploh pride do uporabnika. To je odlično za natančnost, manj odlično pa za stroške. Najtežje vprašanja zahtevajo največ računske moči. In prav s takimi vprašanji se ljudje obračajo na najboljše modele. To vpliva na celotno industrijo. Čipi so bili kupljeni in podatkovni centri so bili postavljeni, vendar prihodki, ki bi jih upravičili, še niso prispeli. Leta 2024 je družba tveganega kapitala Sequoia to označilo kot $600 milijard vredno vprašanje umetne inteligence. Razlika med desetinami milijard, ki se vlagajo v strojno opremo za umetno inteligenco, in denarjem, ki bi ga industrija sploh lahko kdaj zaslužila nazaj. Vsi podatkovni centri potrebujejo stotine milijard na leto samo za pokritje stroškov, naročnine pa pokrijejo le majhen del. Dodajanje več naročnikov po $20 ne more zapreti te vrzeli, saj vsak nov, intenziven uporabnik samo še poveča težavo. Zato je omejitev smiselna. Dovoliti vsem, da ves dan uporabljajo najzmogljivejši model, nikoli ni bilo izvedljivo. Številke tega ne dopuščajo. Zato se najdražja opravila vse bolj preusmerjajo v dražje pakete in k poslovnim strankam, kjer se računica izide. Pogodbe s podjetji lahko skrijejo stroške najboljšega modela v urah, ki jih prihrani, in zaposlenih, ki jih nadomesti. Posamezen naročnik za $20 tega ne more. Z vidika laboratorijev, ta naročnik nikoli ni bil pravi kupec. Bil je dokaz, da izdelek deluje, in medijski pomp, ki je omogočil poslovne dogovore. Namenoma nerentabilna baza uporabnikov, razširjena na raven, ki je industrija še ni poskusila. Denar je bil le del problema. Še večji problem je, da vsem laboratorijem začne zmanjkovati prav tistega, kar je potrebno za izgradnjo naslednje generacije. Kaj pa se zgodi, ko skaliranje ne prinaša več rezultatov in se začne približevati rok? Na svetu je le omejena količina besedil. Sliši se nenavadno, a je res. Če odstranimo spam in nekakovostno navlako, se količina resnično uporabnih, človeško napisanih besedil na internetu hitro zmanjša. Raziskovalci pri Epoch AI so ocenili, da jih je približno 300 biljonov besedilnih enot. Pri najhitrejšem tempu učenja bi lahko ta zaloga večinoma pošla že do leta 2026, večina napovedi pa se giblje okoli leta 2028. Nekaj let kasneje pa popolnoma poide.
Vendar pa ni vse enako dragoceno. Najboljše gradivo se je porabilo najprej. Skrbno urejene knjige, kakovostno novinarstvo, recenzirane raziskave. Velik del tega je bil že večkrat uporabljen pri učnih postopkih. Ostanejo vsakodnevne spletne strani, ki vsakič, ko se vrneš nanje, dodajo vse manj in manj. To ni nekaj, kar bi rešil s tem, da bi zajel več spletnih strani. Človeških besedil, ki so povzročila zadnje velike preskoke, zmanjkuje in ne nadomeščajo se dovolj hitro, da bi sledili tempu. Zato se je industrija obrnila na edini vir, ki je še vedno deloval brez dna – na stroje same. Če je ljudem zmanjkalo besed, naj stroji napišejo svoje in jih ponudijo naslednjemu modelu. Sklenejo krog in naj stroj uči stroj. To so že poskusili. Kar se zgodi potem, imenujemo kolaps modela. In leta 2024 je revija Nature objavila obdukcijo. Če vsako novo generacijo večinoma učimo na besedilih, ki jih ustvarijo stroji, začne propadati na zelo specifičen način. Obseg tega, kar lahko pove, se začne ožati. Identiteta in osebnost, ki obstajata v resničnem človeškem pisanju, izginjata iz vsake nove različice. Model začne drseti proti bolj ploski, bolj ponavljajoči se kopiji samega sebe. In postaja samo še slabše. Ekipa revije Nature je modelu dala odlomek o srednjeveških cerkvenih stolpih, nato pa je naslednjo različico učila na njegovih odgovorih, potem pa spet naslednjo na teh odgovorih in tako naprej. Do 9. generacije je model popolnoma pozabil vprašanje in je razpravljal o zajcih v odlomku, ki je bil na začetku o arhitekturi. Vsaka generacija, ki se uči na prejšnji, se nekoliko bolj oddalji od izvirnika in dodajanje več strojno ustvarjenega besedila ne ustavi tega nazadovanja. To ga celo pospeši in vleče sistem proti plitvemu, izpraznjenemu odmevu tistega, kar je nekoč poznal. Tudi če v mešanico dodamo nekaj človeškega pisanja, ga to ne more rešiti. Strojno ustvarjeni deli prikrito vnašajo napake, ki jih je skoraj nemogoče najti. Sčasoma model začne zaupati lastnim ugibanjem kot dejstvom, še bolj vztraja pri svojih slepih pegah, ponavlja lastne napake in zastruplja vodnjak, iz katerega pije. Iz tega ni izhoda. Če več podatkov stvari samo še poslabša, kaj se zgodi, ko umetna inteligenca naleti na fizične meje samega sveta? Tik zunaj okrožja Loudoun v severni Virginiji pokrajino obvladujejo kilometri in kilometri stavb brez oken. Morda se sliši kot nepomemben kraj, vendar ocenjujejo, da skozi to območje potuje kar 70% svetovnega internetnega prometa. Podatkovni centri so samo v letu 2024 prinesli okrožju približno $875 milijonov davčnih prihodkov, kar je dovolj za financiranje šol in gradnjo cest. To je postala najbolj gosta koncentracija strojne opreme za umetno inteligenco na svetu. Količina energije, ki priteka vanjo, pa je dosegla raven, ki si jo je težko predstavljati. Pred nekaj leti je velik podatkovni center od omrežja morda zahteval približno 30 MW električne energije. Danes lahko en sam kampus zahteva več 100 MW. Največji zdaj segajo proti gigavatom. To je toliko električne energije, da lahko ena lokacija porabi toliko elektrike, kot jo proizvedeta dve jedrski elektrarni. Ta energija je že bila zahtevana in odobrena. Manjka infrastruktura, da bi jo lahko prenesli. Dominion Energy, glavni dobavitelj elektrike v regiji, je javno izjavil, da ne more zagotoviti nove zmogljivosti v pričakovanih rokih. Povezava velike lokacije lahko zdaj traja od 4 do 7 let, še dlje pa traja, da pride v čakalno vrsto za pregled. Ozko grlo niso več čipi ali modeli, ampak elektroenergetsko omrežje. Maksimiranje števila tokenov to samo še poslabša. Vsaka napredna poizvedba traja dlje kot preprosti klepetalniki, ki so bili predtem. To pomeni daljšo obremenitev energetskega omrežja. Torej, tudi če podatkov nikoli ne bi zmanjkalo in modeli nikoli ne bi propadli, bi bila energija za njihovo napajanje omejena z dovoljenji in še neobstoječo infrastrukturo. To postavi trdo mejo glede tega, koliko AI projektov lahko hkrati začne delovati. Če se sistem ne more dovolj hitro razširiti za vse, kaj potem odloča, kdo bo sprejet in kdo ne? Najboljša umetna inteligenca ne bo postala poceni storitev za vse. Pripadala bo tistim, ki si lahko privoščijo dejanske stroške njenega delovanja. Enostavnejši modeli bodo ostali široko dostopni, ker so dovolj poceni, da si jih podjetja še lahko privoščijo. Toda sistemi, ki razmišljajo dlje in porabijo več računske moči za vsak odgovor, bodo potisnjeni v vedno višje razrede, rezervirane za stranke, ki lahko pokrijejo s tem povezane stroške. Sčasoma se bo razkorak med tema dvema svetovoma še povečal, saj se bodo stroški najzmogljivejših sistemov še naprej povečevali. Najvišji paketi bodo imeli cene, ki ustrezajo dejanskim stroškom računalništva. To ne bo cena, ki bi jo bilo lahko tržiti. Podjetja bodo še naprej sklepala vedno večje pogodbe, ker lahko stroške razporedijo.
Vsak, ki se za resno delo zanaša na najboljši model, se bo moral vprašati, ali je ta cena res upravičena. Obljuba, ki so jo prodali svetu, je bila preprosta. Umetna inteligenca bo vsako leto cenejša, dokler ne bo postala splošno dostopna. Namesto tega se pojavlja nekaj drugega, sistem, kjer so najboljši modeli namerno omejeni. Za podjetja je to ekonomika, za uporabnike, ki so brez opozorila omejeni, pa je to občutek izključenosti. Univerzalne umetne inteligence ni več. Obstajajo različne ravni. Modeli umetne inteligence ne spreminjajo le naročnin, ampak preoblikujejo tudi kariere. Ko se strojno učenje širi, to najprej občuti naslednja generacija delavcev. Oglejte si, kako umetna inteligenca povzroča čistko med pisarniškimi delavci, ali pa si oglejte ta video.